noter. Pravijo, da ima 4 stopinje. Mrzla. S Katjo se nahajava na izviru reke Cetinje. Ona zdaj še ni probala, koliko topla je ta voda, pa bo zdaj probala, pa da vidimo, kako bo. Ajde. Še malo. Kot ste že sami ugotovili, je tole en res čudovit kraj. Jaz sem tukaj bil že 2-krat in obakrat sem bil popolnoma navdušen in verjeten je samo vprašanje časa, kdaj bom jaz še 3. šel sem. Ta izvir reke Cetinje se nahaja pri kraju Vrlika. Najdli ga boste, če v Google pišete izvir reke Cetinje. Drugače pa to oddaljeno okoli 65 km od Šibenika, tako da če ste kje tam na morju, pejte tole pogledat, ker tole je res fantastično in vam zagotovo ne bo žal, če si boste tole pogledali. Če boste korajžni, se boste pa še noter kopali. Kakor vidite, zraven je tudi ena majhna luštkana pravoslavna cerkvica. V glavnem, res tukaj tako fino, jaz sem se tako dobro počutil, da ne morem povedati kako. No, zdaj tukaj nisem to si za ogledati, ampak gledajte tudi tole pokopališče in zapuščeno cerkev. To je samo dober kilometer stran od izvira reke Cetinje. Jaz sem se tukaj čisto slučajno ustavil, sploh nisem vedel, da to obstaja, pa sem rekel, grem pogledat. In pol, kakor vidite, sem naredil te fantastične posnetke z dronom. Zdaj ta cerkev pa pokopališče, zdaj večinoma grobov je pravoslavnih, drugače pa eni pravijo, da je to katoliška cerkev, drugi, da je pravoslavna. Mene to niti ne briga, meni je to samo zelo zanimivo za pogledati. No in od tukaj naprej sem tudi tako prvič kot drugič nadaljeval pot ob reki Cetinji in zelo malo potem prideš do jezera Peruča. Ta jezero je nastalo tako, ker so zajezili reko Peručo in je nastal ta velik jez in ta elektrarna da najbrž kar veliko elektrike. Tudi na ta jez lahko greste. Jaz to, ko sem šel prvič, sem ga šel pogledat, drugič ga pa nisem, se pravi, jez mi je majčkeno manj zanimiv. Je pa tukaj meni čudovita pokrajina. Skozi dol, ko se peleš ob jezeru in tudi naprej, res čudovita pokrajina, tako da ne moreš povedati. Jaz sem to skozi užival, ustavljal sem se, tako da je res to bilo fascinantno in neponovljivo, bi lahko rekel. Tako da res fantastični kraji, pa nikjer nobenega turizma. Glejte, tukaj sem, potem sem malo takole igram, z dronom, tale posnetek, ki ga ravno kar gledate, se mi zdi, da mi je kar zelo dober uspel in tukaj bi lahko še marsikaj posnel, marsikaj poslikal. Morate vedeti, da tole so že malo stari posnetki in
Takrat sem tudi manj te zadeve obvladal, tako da zdaj bi to še bistveno boljš naredil in bi tudi vi bistveno bolj zanimiv video gledali, kakor gledate tega. No, tudi v Vrliki sem ta prvič šel pogledat še en grad, ki je tudi zanimiv, dober razgled in tako naprej. No, lejte, to smo zdaj pa že pri jezeru Peruča. Tole, ki vidite na sliki, je pravoslavni samostan, namreč tukaj je pred vojno v 90-ih živelo zelo veliko Srbov, zdaj jih bistveno manj. Lejte, tole jezero je pa čudovito in verjemite mi, da se je pravi užitek ob njemu pelati. Kopal se pa žal še nisem v njemu, čeprav se imam željo, je ful lepih placov za kopati, tako da enkrat se zagotovo bom. Če vam je ta video všeč, se naročite na moj YouTube kanal, je popolnoma brezplačno. Meni bo veliko pomenilo, tako da hvala.